Lepo pozdravljeni. Mesec april je resnično potrdil svoj muhasti sloves. Le v nekaj dneh nam je postregel s soncem, dežjem, snegom in mrazom. Pa kaj bi o vremenu? Imamo veliko prijetnejših tem, o katerih bomo govorili v tokratnem Belokranjskem obzorniku. Od opere do košarke, folklore, belokranjskega vodovoda in kraljice Metliške Črnine. Začenjamo pa na Metliškem placu. Tam so na vuzemski ponedeljek zavirali kolo. Gre za stari ljudski običaj, ki so ga člani metliške folklorne skupine Ivan Navratil obudili pred 20 leti. Dogajanje, ki so ga preselili iz Pungarta v staro mestno jedro, vedno prične mestna godba. Ker je velikonočni ponedeljek po tradiciji namenjen druženju, Metličani na zaviranje kola vedno povabijo tudi gostujoče folkloriste. Tokrat se jim je pridružila semiška folklorna skupina, predstavili pa so se tudi najmlajši folkloristi. Ja, ustanovili smo podmladek in sicer od 5 do 8 let so otroci stari. Danes bo to njihov prvi nastop in upamo, da bo še kakšen, ne? 14 mladih folkloristov je nestrpno čakalo na svoj prvi nastop, saj hodijo na vaje, zato da lahko nastopamo. In so nastopili z igrami, povezanimi z veliko nočjo, pesmijo in plesom. Na svoj način so se mladi folklorniki pomerili tudi v petelinjem boju in seveda bili deležni glasnega ploskanja občinstva. In šele nato se je pričelo pravo metliško obredje. Začnemo kot z vojarinko. Vojarinka povabi dekleta v kolo in potem se pridružijo fantje. Ajmo, dekliči, da zaigramo kolo! Igraj kolo, ne postavaj, igraj kolo, ne postavaj, igraj kolo, ne postavaj. Nisam došel kolo igrat, več sem došel djevoj pirat, več sem došel djevoj pirat. Plesavke in plesalci so se ogreli in kolo je bilo vedno hitrejše. Ti star na konju, prite naša vraca, čez 3 rdeča zlaca, sive konje vodimo, rdeča zlaca nosimo, oko sebe srebrn pas, vsakim že po 100 dukrat, oko sebe srebrn pas, vsakim že po 100 dukrat. Začetnim kolom so sledile še igre in pesmi, ki sodijo v metliško obredje. Samem si ga sama, vsake žumberske družine. Pojdi, ljubi sin, skoraj nazaj pridi, suha kruška za tebe, ondaj nazaj pridi. Po običaju so plesalci v kolo zajeli tudi gledalce, predvsem mestne veljake, ki so se morali odkupiti s finančnim prispevkom v klobuk folkloristov. Zakaj so nekdaj porabili tako zbrani denar, ne vemo. Zadnja leta pa gre ta. Tak je pa k Bartusu ponavadi, gostilno. Kdo pa potem plača velikonočne dobrote, ki jih ni manjkalo na prizorišču? Ja imam pa navadi okrog velike noči rojsten dan, pa eno malo šunko počastim. Pa še kdo kaj doda, se je postalo zaviranje kola na vuzemski ponedeljek pravi praznik za Metliko in Metličane. Zato, ker je to malo pa iz duše, ker sem tu včasih plesala. V Metliki je tradicija, mislim, da godba pa folklora ima vsaki hiši vsej nekoga. Vsaka čast, vsak je treba skrbeti za svojo identiteto, ne. Pridete vsako leto? Kadaj moram ga. Ker je metliška folklorna skupina edina, ki ohranja in izvaja metliško obredje, si Navratilovci prizadevajo, da bi ga vključili v nacionalni program in da bi ga zaščitili tudi pod UNESCO.
Ta stvar je v teku in računamo, da bo letos to tudi uradno postalo. In tako bodo tudi v prihodnje v Metliki zavirali kolo, ne glede na vremenske razmere. Ja, mi plešemo v vsakem vremenu. Pa tudi sneg je naletaval, dež je padal, nevihta je bila, ampak mi moramo svoje opraviti. Tako običaj, stoletni običaj Metliki, to moramo narediti. Skupaj z njimi so ob koncu plesali in peli skoraj vsi zbrani na metliškem trgu. Čez dober mesec bo tu na Metliškem placu veliko bolj živahno, kot je bilo na velikonočni ponedeljek. 18. maja se bo namreč pričela jubilejna 30. vinska Vigred. Priprave so že v polnem teku, prireditveni odbor pa je tudi razpisal natečaj za novo 5. kraljico Metliške Črnine. Ja, razpis je zunaj, vabimo dekleta do 30 let, samska, da se prijavijo, določeno predznanje na področju vinogradništva in vinarstva je zaželjeno, da imajo. Nudimo, oziroma TPV nudi v uporabo avtomobil za dobo 1 leta, tako da jih lepo vabimo vse, naj se prijavijo na razpis. Vabilo je res mamljivo, krona in avtomobil. Ob vsem tem pa bo imela kraljica priložnost spoznati veliko ljudi, se naučiti veščin javnega nastopanja in postati medijsko prepoznavna osebnost, pravijo organizatorji vinske Vigredi. V prejšnjih letih so Belo krajino, kulturo, vinogradništva in vinarstva predstavljale na prireditvah in dogodkih po Sloveniji in tujini Silvija Kostelec, Simona Žugelj, Petra Žabčič in Sandra Kapušin, torej same Metličanke. Je to pogoj za prijavo na natečaj? To sploh ni pogoj, veseli bomo, če bojo prijave prišle tudi iz sosednjih občin ali pa celo od kje drugje. Vendar pričakujejo, da bo kot 5. kraljica Metliške Črnine zablestela Belokranjka, pravi Zevnik. Čas za prijavo bo potekal 1. maja. Kdo bo 5. kraljica Metliške Črnine, bomo izvedeli čez dober mesec. Kako je bilo v Semiškem kulturnem centru na velikonočni ponedeljek, pa vemo že danes. Poglejmo. Ljudje so prihajali iz vseh koncev in krajev in hiteli v dvorano, da ne bi zamudili za semič zgodovinskega dogodka. V tamkajšnjem kulturnem centru so namreč prvič na oder postavili opero. 100-članski ansambel glasbenega gledališča Figaro in simfoničnega orkestra Domžale Kamnik je v režiji Zdravka Pergerja in pod taktirko Simona Krečiča uprizoril priljubljeno Försterjevo opero Gorenjski slavček. Gorenci, 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 ljudje smo veseli, dežele prebile ljubi, zakaj ne bi pristali peli, saj ponos nam dviga srce. Opero, ki jo odlikujejo preprostost in razumljivost zgodbe, komične situacije in ljudska pesem, je občinstvo z navdušenjem spremljalo. Operni solisti, ubrano zborovsko petje, ljudski ples in glasba ter mogočni zven simfoničnega orkestra so prevzeli občinstvo, ki je na koncu izvajalce opere nagradilo z glasnim, dolgim ploskanjem in tudi stoječimi ovacijami. Navdušeni so bili vsi, tisti, ki pogosto hodijo v opero in tudi tisti, ki so jo doživeli prvič. Gospa, ste prvič gledali v živo opero? Prvič. Krasno. Res vredi. Ste prvič bili? Prvič življenje, pa stara sem. Prej sem pa želela, ko sem bila mlajša, pa ni bilo možnosti. Zelo lepo. Prvič v Semiču in to je nekaj posebnega. Odlično, za Semič nekaj govoriti. Ste bili prvič v operi v živo? Ne, enkrat sem živel v Ljubljani. Zelo lepo. Prvič spremljali opero v živo? Ne, sem že večkrat. Ja. Prvič pa v Semiču? V Semiču pa prvič, tako, ja. Super. Super je bilo, res. Zelo zadovoljna, ja. Krasno. Še kaj več takega.
res lepo, nad pričakovanji, tako da sem vesela in upam, da se bo še kakšna opera, še kakšna druga tematika znašla na našem odru, kajti imamo dom, ki te možnosti resnično ponuja in ne vemo, kaj imamo. Ponosna sem na to. Semiški kulturni center je resnično edini prostor v Beli krajini, ki lahko gosti tako veliko predstavo. Na koncu so bili zadovoljni vsi, tako občinstvo, kot tudi izvajalci opere. Moram reči, da smo se zelo, ne samo jaz, ampak vsi člani orkestra in zbora in solistov zelo lepo počutili. Doživeli smo en zelo lep sprejem publike. Tudi smo takoj opozorili, da je to poznavalska publika, da je to publika, ki obiskuje operne predstave, ki hodi v Ljubljano, v Zagreb, pa te bližnje naše operne hiše. In nam je veliko veselje, da smo pa zdaj mi enkrat lahko k njim prišli. Ja, kot moram reči, vse posod, kamor smo bili in gostovali, je bilo zelo prijetno. Moram reči, da je prav tukaj v Semiču je bilo pa še prav posebej, ker vidim, da je bila publika čist, ko bi rekel, malček zdržana na sredi, zato mislim, tako se bojo ploskati, pa se take stvari se vidi, da smo nekako, da jih je opera prvič obiskala, ampak pol na koncu so se pa malo sprostili in smo dobili en čudovit aplavz. Perger, ki je dolgoletni solist ljubljanske opere, je bil sicer zadovoljen z velikostjo odra v Semiškem kulturnem centru, vendar je poznavalsko dodal. Bi mogle biti še ne manjše stvari tlele v tej dvorani še popravljene. Torej, tukaj spodaj, če vidimo, ko smo tukaj na odru, tle spodaj bi mogli tale odr ga poglobiti za 1,5 metra, točno kamor je orkester stal, potem bi se dalo tudi odr še naprej ga pomakniti, tako da bi bil orkester spodaj in potem bi bila tudi akustika odlična, bi bilo manj slišati orkestra in tako. Tukaj zdaj smo imeli malo težav, ker je bil orkester čisto naprej, ampak smo si malo pomagali, smo malo prerežirali, tako da smo si pomagali tudi ozvočenje, ker ima odr tudi se pravi primerno akustično urejeno. In potem bi lahko občinstvo še bolj uživalo v spremljanju opere, ki je kraljica glasbe. To je tako kot atletika, je kraljica športa, je opera kraljica glasbe. Zato so želeli to kraljico glasbe približati občinstvu na podeželju, pravita režiser Perger in dirigent Krečič, ki se je v Semiču še posebej dobro počutil, saj je to rojstni kraj njegove mame. Me veseli, da je bila danes dvorana polna, da smo v bistvu začeli z opero v Semiču s takim odzivom. In jaz mislim, da je to dobra popotnica za naprej, da se še naprej kaj dogovorimo. Mi smo zdaj kar nekako igran tim, bomo se že kaj spomnili. Mi imamo še na repertoarju še 3 operne predstave. In morda bo operno petje kmalu znova zvenelo v Semiškem kulturnem centru, ki tako postaja belokranjsko kulturno središče. Zanimivo tudi za obiskovalce z druge strani Gorjancev. Gorenci, 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 ljubje smo veseli, dežele premile ljubi, zakaj ne bi priskali peli, saj ponos nam dviga srce. Od opere Pah košarki. Članska ekipa črnomaljskega košarkarskega kluba Kolpa je osvojila naslov prvaka v 3. košarkarski ligi Vzhod in se tako neposredno uvrstila v 2. slovensko košarkarsko ligo oziroma nekdanjo 1. B ligo. Odločilno zadnjo tekmo so odigrali na domačem parketu in z izidom 82-73 premagali moštvo Posavje Krško, ki je ligo končalo na 8. mestu. Črnomaljci pa so se veselili naslova prvaka, ki jih vodi rang višje. Trdo smo delali celo leto. Verjetno ne samo leto. Ja, eni kar dalj časa, ja. Tudi ostali fantje, tudi mladinci. Miha, ti si suh, lahko nadaljuješ. Veselje je veliko, vidim. Seveda je, ne. Čakali smo to, mislim, da 7 let s to ekipo, s tem ogrodjem, s tem trenerjem novim, mislim, da 3-4 sezone, tako da nam je končno ratalo, res, super. Jutri se bomo vzbudili, jutri je novi dan, bomo videli. Danes so dovoljenje sanje in najprej bi pa čestito tem krasnim fantom od zadaj, da so bili del, da sem bil lahko del njihovega, ne samo tega uspeha, ampak del njihovega življenja, kajti to ni
delo samo današnja tekma. To je kontinuirano delo zadnjih 10 let v klubu in mislim, da so oni to zaslužili in res jim od srca čestitam, ker to so ogromna odrekanja, ogromno prostega časa. Mislim, da je ta pokal res njihov. Jedro zmagovalne ekipe tvorijo mladi igralci, zrasli v domačem klubu. Imamo 4 v narekovaju starejše 25-26-letnike, ki so nosilci te ekipe, ostali so pa 19-20-letniki, ki mislim, da v tej drugi slovenski košarkarski ligi bodo lahko še hitreje in bolje napredovali. Jaz mislim, da je to eno logično nadaljevanje te generacije, ki so bili tudi v mladinski ligi, prvi slovenski ligi so bili 8. lansko leto. Letos so bili kot najboljša ekipa Črnomlja ob občinskem prazniku proglašeni, tako da jaz mislim, da je to čist neka logična posledica dobrega dela. Dobrega in dolgoletnega dela. Mi letos praznujemo 40-letnico kluba, ves čas delamo z mladimi. Recimo danes so te mladinci, ki so danes igrali, ki so stari 19 let, oni že 12-14 let trenirajo. Vsak dan so v tej dvorani, vsak dan imajo trening, tako da je veliko dela vloženega v tale rezultat. Rezultat, ki so ga dosegli domači fantje, se v ekipi igrata le 2 Novomeščana. Ostalo so pa vse fantje iz našega kluba, ki so že od začetka dali šolo košarke v Črnomlju, to da pomeni, da smo v bistvu domača ekipa. Seveda tudi zmeraj bomo kakšnega igralca od zunaj pripeljali, zato ker se morajo igralci tudi malo mešati. Od zunaj igralci kakšne nove, drugačne prijeme prinesejo. Vendar jedro ekipe morajo tvoriti domači igralci, pravi Grdešič. In tako bo ostalo tudi prihodnje leto, ko bodo igrali v drugi ligi. Mi, če ne bi imeli tukaj domačega kadra, se sploh ne bi upali iti. Tako jaz upam, da bodo tudi sponzorji zdaj bolj zainteresirani za drugo ligo in ker je treba le sredstva povečati, je več ekip, 3 ekipe več, daljša potovanja, kakšen trening več na teden, vse je dražje, sodniki so dražji, tako da jaz upam, da bomo ligo speljali, mi športni motiv naš je, mi to gremo. Njihov glavni sponzor je že več kot 10 let, tudi v letih, ko jim ni šlo najbolje, metliško podjetje Kolpa. Mi tudi sponzoriramo samo iz tega naslova, ker so sami domači fantje, domače ekipe in mislim, da je to en zanos mladih fantov, ki so pokazali, kaj se da z trdim delom priti do dobrih zmag. V belokranjskih športnih klubih igra veliko dobrih igralcev, a vsi klubi se srečujejo s finančnimi problemi, saj je, glede na stanje belokranjskega gospodarstva, težko najti sponzorja za njihovo delo. Mi smo se v Kolpi odločili, da sponzoriramo v glavnem športe, kateri so čim bolj masovni in pa da nam prinesejo čim več mladih igralcev. Tako sponzoriramo tako naš ta klub Kolpa košarkaški in pa tudi nogometni klub Kolpa. Tako da gremo na neko masovnost, da je čim več mladine vključene v te igre in mislim, da je to osnovni cilj tega sponzoriranja. In v črnomaljskem košarkarskem klubu lahko govorimo o masovnem športu, saj njihovo športno piramido tvorijo 10- in 12-letni dečki, ki dosegajo odlične rezultate, pa tudi mladinci. Večino trenira Milan Kordič. Mladinci so v prvi ligi že 3. leto zapored, med 16 najboljših. Pomeni, da moramo vztrajati pri tem delu, ker to je edina pot za boljši jutri. Članska ekipa ga bo gradila v drugi slovenski ligi, kar bo seveda težje kot letos. Ja, eni smo že tam bili, tako da vemo, kaj nas čaka, eni še ne, ampak jaz mislim, da ta ekipa, če bo ostala skupaj z nekim več treninga, da mislim, da lahko pomoč konkurira v tisti ligi. Boste menjali trenerja? Kaki, brat se z nami do konca. Jaz zaupam tem fantom, mislim, da so ta ekipa v tej sestavi sposobna drugo slovensko ligo igrati. Ne se boriti za vrh, ampak mislim, da tisto, kar bi mi želeli postati, en standardni drugoligaš, to mislim, da smo s to ekipo sposobni. Če pa bo možnost, da se okrepimo, bomo pa sigurno posegli po kakih upraviti, ampak jaz mislim, da je to je jedro ekipe bo ostalo, te fanti zaslužijo, so se oni prigarali to višjo ligo. Če
Čestitamo šampionom in se selimo na gradbišča. V nadaljevanju tokratnega belokranjskega obzornika bomo namreč preverili, kako poteka gradnja tako imenovane druge faze belokranjskega vodovoda, največjega projekta v Beli krajini. Naj spomnimo, gre za 23 milijonov evrov vreden projekt, ki ga 65% sofinancira Evropska unija in 25% država, preostanek pa morajo zagotoviti belokranjske občine. V okviru projekta bo v vseh treh občinah zgrajeni 125 km vodovoda in 13 km kanalizacijskega sistema v Metliki in v Semiču. Povečali pa bodo tudi zmogljivost čistilnih naprav, v Črnomlju na 9600 in Semiču na 2100 populacijskih enot. Dela na centralni čistilni napravi Črnomelj so že končana in le-ta je predana v poskusno obratovanje. V Semiču pa se srečujejo s težavami še pred pričetkom gradnje čistilne naprave. Nam je upravna enota Črnomelj izračunala spremembo namembnosti zemljišča v višini 35 tisoč evrov in seveda smo sedaj v fazi, ko moramo geodetsko odmeriti samo tista najmanjši del, na katerem lahko čistilna naprava stoji, da bomo seveda te stroške zmanjšali. To je lapsus naše politike, zakona o spremembi namembnosti in stroški, na katere nismo računali, seveda. Sicer bi bilo gradbeno lahko izdano že v kratkem, ampak brez plačila tega prispevka pač ne morejo izdati. Vlada sicer načrtuje spremembo te zakonodaje, vendar v Semiču na to ne morejo čakati, saj so z izgradnjo čistilne naprave vezani na termin zaključka projekta, pravi županja. To pa ni edina težava, s katero se srečujejo belokranjske občine pri gradnji druge faze belokranjskega vodovoda, zato so že zaprosile za podaljšanje roka izvedbe projekta. Velik problem so nam služnosti, nekatere še vedno zelo težko pridobivamo, tudi lahko rečem zaradi nerazumnih zahtev posameznikov, kar nam podaljšuje pridobivanje gradbenih dovoljenj, zahteva tudi preprojektiranja. Nekoliko je zamuja tudi projektiranje, potem nam je se dogodila lansko leto sprememba zakonodaje s temi strankami v postopku, kar je spet podaljšalo čas pridobivanja gradbenih dovoljenj. Tudi z določenim pomanjkanjem finančnih sredstev se srečujemo. Težave pa imajo tudi s pridobivanjem soglasij, predvsem od Zavoda za kulturno dediščino, pravi Flajnik Pezdirčeva. Trenutno se z največjim problemom srečujejo na arheološkem območju Kučarja nad podzemljem. Zdaj smo dobili že tretje negativno odgovor za postavitev vodohrama na samem vrhu Kučarja in pa za izgraditev vodovoda po cesti do Kučarja. Iščemo pač rešitve drugačne. Verjetno na samem Kučarju vodohrana ne bomo mogli zgraditi. Težko rečem še v tem trenutku. Delamo na tem, da ga bi, bojim pa se, da bo težko. Kaj jih še čaka, ko bodo pričeli z gradbenimi deli v črnomaljskem mestnem jedru, še ne vedo. V Semiču, kjer v tem času izvajajo gradbena dela na kanalizacijskem sistemu v samem centru kraja, pa so arheologi že na delu. Moram reči, da imamo center popolnoma prekopan, tako da apeliram in se zahvaljujem ljudem, da potrpijo, kajti istočasno se gradi še daljinsko ogrevanje in je resnično vse v gradnji. No, trenutno se je ta gradnja mogoče malenkost upočasnila zaradi arheoloških izkopavanj, ki se seveda na sami trasi izvajajo. Sicer pa je na območjih semiške in črnomaljske občine v tem času odprtih še več gradbišč, predvsem povezanih z gradnjo vodovoda. Do konca projekta pa jih čaka še veliko dela. Zdaj smo nekje na polovici, terminsko malo čez, finančno pa 2% manj kot 50% počrpanih sredstev. Tečejo dela projektiranja, pridobivanja gradbenih, gradnja v glavnem zdaj v občini Črnomelj, nekaj v Semiču. Na področju vodovoda je aktualna trasa Nestopljeva-Skrč. Na tem območju se dela en delček, so se že izvajala neposredno ob občinski meji, sedaj pa ta drugi del pa je tudi čisto pripravljen in v kratkem se bo tudi izvedba začela.
Na področju vodooskrbe je bilo sicer v semiški občini že veliko zgrajenega, na območju črnomaljske občine, kjer trenutno največ delajo, pa jih veliko dela še čaka. Po fazah gradimo relacijo Dobliče-Nastoplja vas, tudi tukaj v primeru vasi Petrova vas je zdaj v izgradnji, potem seveda pridobivamo projekte oziroma projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda Dobliče-Zilje na odseku Čudno selo Fučkovci. Seveda problemi, ki so pa tukaj največji ta trenutek je pridobivanje služnosti. Tukaj ljudje seveda pogojujejo določene zadeve, trase je potrebno doreči in v okviru dogovarjanj in pa seveda, ko pokličemo ljudi, poiščemo tudi najbolj optimalne variante, vendar vedno ne gre tako, kot bi si mi vsi skupaj želeli, ker vodovod v tem delu je treba preurediti, gre za zamenjavo v enem delu salonitk, v drugem delu seveda za novo gradnjo in zadeve se odvijajo zaradi tega, ker tudi so težave pri teh zadevah, bomo tudi podaljšali, dali vlogo za podaljšanje nekje do konec 2013, da bi potem le končno dosegli cilj, se pravi čim večje število prebivalcev priklopiti na vodovodno oskrbo Bele krajine, se pravi Dobliče. In kdaj bo na Vinici iz pip pritekla zdrava pitna voda iz Doblič? Kar se tiče občine, bi bilo to že narejeno, vendar imamo ravno tukaj problem v primeru služnosti in gre za težavnejši primer v primeru dedovanja. Lastniki so tudi v tujini in seveda dedovanje ni rešeno in to se nam nekoliko vleče, ampak upamo, da bomo v tem polletju le končno imeli rešitev tudi še za to parcelo, ker je služnost problem, da bodo Viničani končno povezani z Dobličami. Predtem pa seveda oziroma vzporedno s tem pa moramo še urediti črpalnico na Perudini, tako preurediti, da bo res ta voda takšna, kot mora biti in bomo lahko opustili zajetje na Vinici v Kolpi. Poglejmo še, kaj se dogaja na območju občine Metlika, ki je nosilka projekta. V Metliki je zdaj v zaključni fazi projektiranje višinskega vodovoda in računamo, da v letošnjem letu bo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek izvedbe. Do zaključka projekta Trajnostna oskrba prebivalcev s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine bo torej v vseh 3 belokranjskih občinah odprtih še veliko gradbišč. Potek del pa bomo spremljali tudi mi. Če smo tokratni belokranjski obzornik pričeli z ljudskim izročilom, pa ga tako tudi končajmo. Z našo kamero smo spremljali 29. srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine. Tako so prvi na oder stopili najmlajši folkloristi, člani otroške folklorne skupine osnovne šole Loka Črnomelj. Za mnoge med njimi je bil to prvi folklorni nastop, s katerim so obudili spomin na Tepešni dan, nekdaj priljubljen med otroci, danes pa živ le še v ljudskem izročilu. Tako kot mnoge skoraj pozabljene otroške igre in pesmi, ki so jih obudili člani 9 belokranjskih in ene dolenjske otroške folklorne skupine. Dvesto 240 mladih plesalcev je navdušilo občinstvo v polni dvorani Črnomaljskega kulturnega doma, pa tudi strokovno spremljevalko srečanja Igre Kolce, ki ga tradicionalno pripravlja Črnomaljska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Najprej zelo pohvalno je, zelo veliko otrok imate na tem koncu, ki plešajo dobro. Predvsem izhajajo iz svojega okolja skupine, prenašajo izročilo na otroke in jih učijo petja, jih učijo pesmi, jih učijo tudi plesati in tudi otroških iger.
Tako so adlešiški otroci obudili spomin na koline oziroma, kot pravijo v Adlešiči, na praščino, ko so se otroci igrali žogami iz posušenega svinjskega mehurja. Viniški pastirčki so predstavili, kaj vse so nekdaj počeli na paši, od križevega do konca oktobra, pa še nekaj otroških iger, zbadljivk in izštevank smo videli. Predvsem pa so otroci peli in plesali. Z leti smo prišli do spoznanja, da otroci potrebujejo igro, potrebujejo igro predvsem zato, da se na odru sprostijo. In zato jih spoznavamo z igro, na odru prikazujejo otroško ljudsko izročilo, tako pesmi, ki so bolj otroške, ki mogoče niso tako resne, in tudi plese njim prilagodimo. Zakaj? Zato, ker so starostno še ne dosegajo tisto, kar bi lahko, zato jim je pač potrebno prilagoditi. V nekaterih otroških folklornih skupinah pa bi bili radi čim bolj podobni odraslim. Zato so pokazali, da jim niso tuja niti belokranjska kola, ki jih sicer plešajo odrasli folklorniki. Med najbolj priljubljenimi otroškimi pesmimi in plesi pa so, kot kaže, poleg Igraj kolo jabolko, še Bela lilija in Abrahama 7 sinov, saj smo jih slišali in videli kar nekajkrat. Najbolj razveseljivo je, da na vseh, tudi podružničnih osnovnih šolah v Beli krajini, delujejo otroške folklorne skupine, kar pomeni, da se za ohranitev folklorne dejavnosti v Beli krajini ni bati. In kaj je strokovna spremljevalka tokratnega srečanja ob koncu dejala prizadevnim vodjam otroških folklornih skupin? Da so pohvaljeni, da se z to dejavnostjo ukvarjajo, da delajo dobro, da pa so še rezerve in da se še marsikaj da postoriti. Sicer pa je bilo srečanje zelo lepo in prijetno. Petelinček je odpel, mladi folkloristi so odplesali, mi pa smo končali tokratni belokranjski obzornik. Do našega ponovnega snidenja čez 14 dni vam kličem le še srečno!